Hvaljen Jezus in dobrodošli na kanalu FSSPX Slovenija, kjer poslušate podcast Kristus Rex. Danes bomo govorili o temi, ki se velikokrat znajde v pogovorih v cerkvi, tako med laiki kot duhovniki. Še prej pa vas s patrom Vončino vabva, da se naročite na kanal, všečkate ta video, ga delite z bližnjimi, stavite se tudi na spletni strani fsspx.si, kjer najdete informacije o urniku svetih maš v kapeli Svete Družine ali Svete Ane. Lepo povabljeni. Pridige, druge prispevke, vabimo pa vas tudi, da se naročite na glasilo Bratovščine v Sloveniji, istoimenski Kristus Rex. Danes bomo torej obravnavali zelo pomembno temo v današnjih časih, vprašanje avtoritete in pokorščine, kjer bomo spregovorili o pravi in o lažni pokorščini. Spregovorili smo o krizi in o spremembah v cerkvi, kar je tesno povezano tudi z vprašanjem avtoritete in pokorščine. In tako spet pozdravljam patra Vončino, s katerim bova to temo obravnavala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Obravnavamo zelo pomembne teme, bi rekel, sploh kadar govorimo o naši duhovniški bratovščini svetega Pija X, ker vemo, da nas mnogi pojmujejo kot nepokorne, neposlušne, pa se moramo zato nujno dotakniti nekaterih vprašanj, torej tokrat avtoritete ter pokorščine. Zadnjič smo že nekako razvili te teme, pa se tudi malo tega dotaknili, ampak smo bolj rekli, da bomo o tem še spregovorili, pa je zdaj prilika. In sicer pokorščina je lahko vrlina oziroma krepost, lahko pa je tudi slabost oziroma je celo lahko grešna, ne bi se reklo. Nadškof Lefevre je dejal, da je prav ta pokorščina, ki je lažna pokorščina, bila mojstrski udarec Satana v cerkvi, ki je potem omogočil ta razpust in propad ter krizo neverjetnih razsežnosti, ki se je zgodila. Verjetno ste opazili tudi v medijih, tako, da so v ljubljanski nadškofiji zdaj ukinili tistih 12 župnij in tako naprej. Ne? O tem smo itak govorili. Drugod so tudi večjih ukinili in tako naprej, ampak bolj mene kar nekako zbodlo to, kako je gospod nadškof kar tako mrtvo hladno, ne, pač ja, okej. Cerkev, ki je demografsko šibka, je pač obsojena na to, da umre, ne, spravi družba obsojena, da umre, cerkev obsojena, da umre. Spravi, a ne bomo nič naredili, ne? To sem se jaz vprašal, ne? Ali to, kar pustimo, je v redu tako, mislim, to mi je bilo malo zdaj, z vsem spoštovanjem do gospoda nadškofa, ampak vendarle se mi je zdelo tako kar čudno, da je tako rekel, pa okej. Že v začetku naj povem, da ne meni, ne vernikom, ki smo nazadnje potem pristali v bratovščini, prav zaradi teh vprašanj še zdaleč ni bilo enostavno. Ne? Tako, ja, to lahko potrdim. Morali smo se temeljito izprašati o avtoritetah v cerkvi glede pokornosti, pokorščine in poslušnosti pastirjem, čemer bomo verjetno danes imeli priložnost še veliko povedati. Ampak pojdimo najprej k pojmom in jih nekoliko definirajmo ter podajmo kratko razlago. Ja, torej zdaj lahko bi rekli, da smo že kar nekaj časa v zanimivih časih, tudi čudnih po eni strani. Že 60 let ni pravega, zdravega razumevanja avtoritete pa hierarhije, pa tako v cerkvi vemo, pa tudi v družbi konec koncev ta
seksualna revolucija in te zadeve je šlo proti vsemu temu. Se pravi, se celo prezira avtoriteto, hierarhijo, praktično vsako avtoriteto, hkrati pa se določenim ljudem pa stvarem slepo in nekritično sledi. Ne? Potem se jih ne prezira, se jim kar sledi. Karkoli rečejo, je res, je prav in tako dalje. Ne? Ampak že v osnovi vemo, da ne more biti tako, ampak ok. Skrajnosti vedno niso v redu, ne? Tako da pri avtoriteti pokorščini te skrajnosti niso dobre. Spravi, če je preveč, oziroma če, kako bi rekli, je ta prenapihnenost avtoritete pa prenapihnenost pokorščine, ne, ko je hipertrofija ali kako se že reče s tisto tujko, ne. Spravi, nista dobri, ne, seveda. Zato pa potem tudi po drugi strani druga skrajnost, da ju torej ni, ne, da ne priznavamo avtoritete pa pokorščine, pa hierarhije, to tudi ne more biti v redu. Ne. Hierarhija pomeni sveti red, ne. Arhija, ne, vemo, in potem hier, ne, se doda tisti predznak, ne, hieros, ne, se pravi, pride potem ven hierarhija, to bi bilo božje oziroma sveto, ne, se pravi, eno je red, eno je pa sveti red, bomo rekli, ali božji red tudi, ne, tako kot je Bog hotel te stvari, ne. Torej, to je postavljeno v naravo in zato anarhija kot taka je protinaravna, ne, tako da te stvari, ta izraz seveda izhaja iz grščine, medtem ko avtoriteta pa prihaja iz latinščine auctoritas, ki izhaja iz augeo, spravi dajem, omogočam rast, povečujem in tako, ne, te stvari. Da malo razbijemo zadevo, a mogoče lahko date za to kakšno podobo? Ja, lahko izhajam iz takih krajev, kjer imamo polno sadnega drevja, pa trt, pa teh stvari, ne, se pravi, kadar usadimo sadno drevje, usadimo trto in tako se zmeri da zraven eno palco, da ima zadeva oporo in tako lahko rečemo tudi avtoriteta je ena opora, ki daje trdnost, ki daje rast. Take stvari, ne, torej to je avtoriteta, ne, recimo starši z otrokom, ne. Otrok in mladenič rabita oporo, rabita trdnost, da zrasteta pravilno, da se razvijeta in tako naprej. Če ne, se seveda nepravilno razvijeta, ne prav zrasteta in tako, ne. Tako da to bi bila ena taka podoba iz, bomo rekli, kmečkega življenja, če smo malo podobni tudi našemu Gospodu, ki je tudi uporabljal neke take podobe, ne. Tako da to. Torej, da niso samo rastniki, kakor bi rekel prej Žihovoranc. Kaj pa pokorščina in poslušnost? Pokorščina je bolj tako teološki pa moralni izraz tudi v moralni filozofiji, ne, v moralki. Moralka je seveda tudi moralna teologija in tako. Moralna filozofija, etika tudi se reče in tako, ne. Označuje neko krepost, neko vrlino, ki vključuje to, da se mi zavestno in hote podredimo nekomu, ne. Spravi, nekdo nekaj zapove, nekaj ukaže, zakonita avtoriteta torej, ne, zdaj recimo starši, predstojniki in tako, in mi svojo voljo temu podredimo. Ni moja volja, je volja te avtoritete, ne, tako da to. Tukaj je poudarek na volji, je poudarek na zapovedi ali ukazu in seveda tudi na moralnem redu, ki tudi mora biti, ne. Tudi tukaj je nek red, je neka disciplina, je neka hierarhija tudi, ne, tako da to. Ustaljeni latinski izraz pri Svetem Tomažu je obediencija, ne, se pravi ob
poslušati, ne? Ali iz poslušati, ne? Ali od poslušati, ne? Kako bi rekli, ne? Se pravi audiencija, ne? Se pravi, tako da to bi bilo, ne? Se pravi ob audire, ne? Se pravi iz slušati, ali kako bi rekli, ne? Tako da to imamo potem tudi iz tega izraz poslušnost, sicer v hrvaščini bi se reklo ne pokorščina, ampak poslušnost, ne, ampak pri nas se pa pokorščina uporablja kot pravilnejši izraz, tako da to. Poslušnost bi bil pol širši vsakdanji izraz v slovenščini, ne, ki dejansko bi pomenil dejansko ravnanje po navodilih, brez poudarka na neki kreposti, pa ni nujno ovrednotena zadeva, ne. Tako da v akademskem, filozofsko-teološkem besedilu se uporablja pokorščina, ne. Tako da to, zlasti če govorimo o kreposti, o dolžnosti, o razmerju med voljo in avtoriteto, kar smo tudi že rekli, ne. Tako da to. Imamo subdiakonsko, diakonsko, mašniško posvečenje in obljubi se seveda spoštovanje in pokorščino škofu oziroma ordinariju. Redovniki seveda ne samo obljubijo, ampak se zaobljubijo, tako da pokorščini se oni zaobljubijo. V končni meri pri vsem tem govorimo o pokorščini Bogu. Smo rekli, da je hierarhija sveti red, od Boga želen red. Lahko torej rečemo, da tradicionalno poznamo več stopenj in vrst avtoritet, prav tako pa več stopenj pokorščine, na začetku oziroma na koncu je pa vselej Bog. Vendar smo mu pokorni bodisi neposredno, bodisi posredno. Je tako? Ja, res je. Se pravi, prava pokorščina je vrlina, krepost, prav zato, ker vedno je pokorščina Bogu v končni fazi, ne. Se pravi, kristjan v Boga Božjo zapoved neposredno ali pa posredno, ne. Se pravi, po starših, po cerkveni oblasti, po civilni oblasti in tako dalje, ne. Vsi delujejo v končni fazi v Božjem imenu, kadar pravilne stvari zapovedujejo in so v skladu z Božjim zakonom, tako da dejansko potem v končni fazi ubogamo Boga samega, po starših, po oblasteh, po predstojnikih in tako, ne. Tako da to. Papež Leon XIII je to lepo pojasnil, je poudaril, da človek ne sme biti podrejen drugemu človeku kot takemu, ampak je podrejen Bogu. Ne? Bog deluje po svojih služabnikih. Tako da ti nisi podrejen človeku kot človeku, ampak Bogu, po katerem, ki deluje, no, po teh ljudeh. Ali se oni zavedajo, ali se ne zavedajo. Poznamo pri prerokih, recimo Izaija in tako, lepo govori, ne, da Bog izkoristi neke vladarje svetne in tako, da bi neke stvari napravil, ne. Tako da recimo tam pravi, da je neki vladar kot palica za izraelsko ljudstvo, ne, kar ni bilo ta pravo, ne. Tako da na tak način so te stvari poudarjene. Torej iz tega izhaja potem ključno načelo, nobena človeška avtoriteta ne more biti absolutna. Zdaj, kaj pomeni absoluten, ne? Absolutus, ne, se pravi odvezan, ne, se pravi, vemo, nek hud pes in tako, ki je odvezan in tisto, ne, bi lahko hodil okoli, pa bi grizel ljudi, ne, bi šausnil ljudi. Ko pa, kadar je solutus, ne, se pravi, je zvezan, ima določene meje, ne, in vemo, v teologiji je lepo rečeno, ne, spodobo, da hudič je kot pes, ki je na verigi, ne, se pravi, do nekje pride, naprej pa ne more, ne, tako da tukaj lahko rečemo, tudi človeška avtoriteta do nekje pride, ni absolutna, ne. Človek je dolžan biti pokoren nadrejenemu le tedaj, ko so njegove zapovedi v skladu z Božjim in naravnim zakonom. Ali vsaj niso očitno v nasprotju s tema dvema
zakonoma, najvišjima zakonoma, božjim in naravnim namreč. Ne? Če pride do konflikta, velja apostolsko načelo. Vemo, sveti Peter je lepo rekel, Boga je treba ubogati bolj kakor ljudi. Če obstaja resen in utemeljen dvom, da neka zapoved vodi v greh, je potem pokorščina zapovedi ali ukazu avtoriteti seveda nedopustna. Stvar je jasna, recimo že iz katekizma vemo seveda, da bi staršev ali predstojnikov ne smeli ubogati, na kratko rečeno, kadar ukaže ali pa zahteva nekaj grešnega, kar bi torej bilo proti Bogu in proti naravi. Mene in gledalce, poslušalce pa zanima, kaj o tem pravi sveti Tomaž Akvinski. Ja, sveti Tomaž Akvinski jasno razlikuje med absolutno pokorščino Bogu in omejeno pokorščino človeškim oblastem, tudi v cerkvi seveda, ne? Tako da ne moramo tam sejiti nekega absolutizma in tako, ne? Da pravi podrejeni ni dolžan ubogati, kadar prvič zapoved nižje oblasti nasprotuje zapovedi višje oblasti, torej zlasti so to božje zapovedi, ne? Oziroma kadar nadrejeni zapoveduje nekaj, kar presega področje njegove pristojnosti. Ne? On ima neko omejeno področje, na katerem je pristojen, in seveda, kar je več od tega, to ne spada na območje njegove pristojnosti. Ne? Tako da to. V krščanskem življenju seveda ni prostora za slepo pokorščino, vsaj v zdravem krščanskem življenju. Ne? Vemo iz preteklosti, ko so imeli neke poskuse, ne, ali nek redovnik ali neka redovnica ubogala predstojnika, ne, so dajali tisti primer, da redovnica potem, da je predstojnica ukazala, naj solato po narobe vsedi not v zemljo, ne, da vidijo, a bo pokorna ali ne bo. Ne. Tako da to. Vsako moralno dejanje seveda zahteva neko presojo, zahteva delovanje vesti, osebno odgovornost, nismo neki roboti. Ne? Ali danes kaj bi rekli, danes umetna inteligenca in te stvari. Ne? Nismo mi to. Ne? Je zmeraj neka človeška presoja, neka svoboda. Mi smo narejeni po božji podobi, ne? In tukaj po božji podobi je seveda duhovnost, je seveda ljubezen, je seveda pa tudi volja in svoboda. Ne? Zlasti te dve zadevi. Ne? Torej, Bog ima vse te zadeve, ampak ima tudi voljo in ima tudi svobodo in človeku je dal tudi te zadeve. Zato smo po božji podobi ustvarjeni, ne? Narejeni. Tako da smo mi soodgovorni. Ne? Tako da te zadeve. Ni mogoče odgovornosti prenesti na nadrejenega, zdaj pa on odgovoren, ne? Ker sem jaz neki v Bogu zaradi neke napačne pokorščine. Ne? Tako da to. Pravi pomen prvenstva vesti v katoliškem izročilu je ta. Ne? Treba izhajati kot sveti Tomaž iz dejstva, da je človek po naravnem in božjem redu v določenih okoliščinah pač dolžan biti pokoren drugemu človeku, ampak ne vedno, ne? V določenih okoliščinah. Kot v naravi nižje stvarnosti sledijo višjim stvarnostim. Tako tudi v človeški družbi, pravi, obstaja hierarhični red. In tam so podrejeni, dolžni pokorščino zakonitim nadrejenim. Ne? Tako da to. Ta dolžnost seveda ne izključuje svobode. Pomeni svobodno podreditev lastne volje pravični oblasti. Ne? Svobodna podreditev. Ne? Ker delati, kar hočem, to ni svoboda. Ne? Ti imaš svobodo za, nimaš svobodo od, ne bi rekli tako. Ne? Če malo razumemo te stvari. Ker vemo, da v satanističnih krogih so potem govorili, ne? Najvišji zakon ti bodi, delaj, kar hočeš. Ne? Tako. Ampak to ni to. Ne? Prej smo govorili
o krepostih, vrlinah. Kam lahko v tem smislu uvrstimo pokorščino? Pokorščina je posebna moralna krepost, ne, ker imamo neke splošne kreposti, ne, ali vrline, sej isti izraz, ne, samo vrlina nekako in nekdo je vrl, ne, se pravi, to nekako izhaja, se veže tudi na latinski izraz vir, virtus, ne, se pravi, je nekdo možat, ne, zaradi tega. Mi malo svobodno tle menjujemo, ne, enkrat krepost, enkrat vrlina, sej toliko, da se razumemo. Se pravi, je posebna moralna krepost, ki spada pod pravičnost, ne, se pravi, pokorščina spada pod pravičnost, ne, v širšem pomenu. Njena posebnost je v predmetu, ne, se pravi, na kaj se navezuje. Navezuje se na zapoved ali na ukaz nekega nadrejenega. Zapovedi se lahko nanašajo na dejanja različnih vrlin, ampak pokorščina je kot taka dejanje, pri katerem človek izpolni neko dejanje zato, ker je zapovedano. V tem formalnem smislu pokorščina ni splošna, kot smo rekli, zato je posebna krepost. Ne? Vemo, da obstajajo božje kreposti, ne, vera, upanje, ljubezen, in ne mora biti najvišja med krepostmi, ampak dostikrat se zdi, ali pa se je zdelo, kakor da bi bila najvišja, ne? Kot tudi pri kakih drugih stvareh, ampak dobro, pustimo, ne. Torej, vera, upanje, ljubezen so seveda božje kreposti in so najvišje, normalno, ne? Ker je neposredno povezano z Bogom. In potem imamo srčne kreposti, torej kardinalne srčne kreposti, ne? Tiste, ki so v naši naravi, pa so nasplošno višje, ampak smo videli, ne? Med temi krepostmi imamo seveda pravičnost in potem je zelo čislana, zelo visoko cenjena prav pokorščina kot zelo visoko moralna, ne? Tako, ker vključuje odpoved lastni volji zaradi Boga. Ne? Lahko bi rekli zaradi njegovega imena, ne? Ampak dobro, ne, pustimo. Zato je pokorščina pač, kot je rečeno v Svetem pismu, boljša kot vse daritve. Človek pri njej ne daruje nečesa zunanjega, ne, kot so darovali neke živali, neke take stvari, daruje samega sebe v obliki svoje lastne volje. Ne. Marija, naš Gospod Jezus Kristus, ne, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi, ne, v Getsemaniju, tako da te stvari. Videli smo, da je z umankanjem daritvenega oziroma žrtvenega vidika marsikaj umanjkalo, se je spridelo ali pa tudi zvodenelo. Pravičnost torej, ki smo jo nekomu dolžni, ampak v določeni meri, kot tudi sicer velja za čast. Ja, ta dolžna čast, ki je bila še kako cenjena tudi v antiki, v antičnem Rimu recimo, ta mos major in patria potestas, ne, se pravi ta očetovska oblast in tako, ne, te zadeve, mos major, ta najvišji zakon, ne, kako najvišja navada, najvišje izročilo, ali kako bi rekli, ne, se pravi, kako živeti in tako, ne. Torej so zelo čislali te stvari in v latinščini potem imamo reverencija, ne, reverenca, ne, ki se potem uporablja, ne, se pravi dolžna čast, dolžno spoštovanje, ki smo ga seveda dolžni staršem ali predstojnikom, ne. Spoštovanje kot tako, ki pa potem gre naprej, ne, onkraj te reverence, te dolžne časti, dolžnega spoštovanja, pa seveda si mora vsakdo zaslužiti, ne more kar zahtevati, zdaj me boš pa ti zaslužil, ne vem, ne, tam je bilo pri onemu filmu Bruce Almighty, ne, kadar smo še kaj gledali teh stvari, ne, ki je
kao en teden imel te neke božje moči in tiste stvari in potem ona njegova ga je tam zapustila in potem je govoril love me, ne, pa ni bilo nič, ne, ker ne moreš ne moreš od nobenega zahtevati nekih takih stvari, ne, tako da tudi tega spoštovanja, ki gre onkraj te reverence, ne more noben zahtevati zase, se ga mora zaslužiti, ne, tako da to. V bistvu govorimo o 4. božji zapovedi. Tako, ampak bi rekel tudi to, pri 4. božji zapovedi se premalo poudarja, da gre v obe smeri ta zapoved, ne, spravi tudi oblast, tudi avtoriteta ima dolžnosti do svojih podložnikov, če ne tako rečemo, torej tistih, ki so hierarhično podrejeni, ne, spravi starši do otrok, šef do delavcev in tako naprej, ne, take zadeve. Spravi, če se to ne spoštuje, potem lahko celo privede v določene grehe, ki upijo k Bogu pomaščevanju in so danes pravzaprav pozabljeni, ne. Zelo zanimivo in nadvse resnično. Torej govorimo o resnih življenjskih, moralnih in pravzaprav tudi duhovnih vprašanjih. Ja, seveda, to so seveda vprašanje naše duhovnosti, našega življenja in tako, da bi prav te stvari pojmovali in tako, ne, se pravi, tudi načelo skupnega dobrega, ampak dajmo pogledati še malo Svetega Tomaža. Spravi, Boga, zakaj moramo ubogati? Boga moramo ubogati oziroma mu je treba biti pokorni v vsem, ker je najvišja avtoriteta prvi vzrok vseh dejanj volje. Božja zapoved torej v resnici nikdar ne more biti v nasprotju z neko krepostjo, z neko vrlino, ker merilo pravičnosti, se pravi, da delam prav, ne, je prav Božja volja. Bog hoče nekaj dobrega vedno, ne more on hoteti nekaj slabega, ali pa hkrati hoteti dobro in slabo in take stvari, ne. To se vidi, recimo, kadar se obravnava, da recimo tudi Kristusovo trpljenje in tako, ne, spravi, da ne more biti eno in drugo, tako. Torej, jaz kot človek nisem zmeraj dolžan hoteti isto kot Bog, ne, to ne bi bilo niti mogoče, ampak vedno sem dolžan hoteti to, kar Bog hoče, ne. Spravi, Bog hoče, kar Bog hoče, da človek hoče, no, to sem zmeraj dolžan, ne. Kar hoče on od mene, ne, ali pa od ljudi, pravzaprav, ne, to. To je ta Božja volja. In to se potem predvsem razodeva v Božjih zapovedih, ne, tako da to iskati je treba Božjo voljo, ne, iščite, kot tam pravi naš Gospod, najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, vse drugo vam bo navrženo, tako pravi, ne. Se pravi, imamo neke dileme, ker nas neke stvari vežejo, stvari tega sveta in tako, ne, naša človeška volja, naša volja po udobju, po takih zadevah, ampak tam pravi Jezus, ne, iščite najprej Božjo voljo, pravzaprav, ne, če tako rečemo, ne. Tisto, kar on hoče, ne, ker, kot so rekli stari, kar Bog hoče, vse prav hoče, ali tudi Božja volja je najbolja, ne, so rekli tudi tako, ne. Tako da te zadeve. In to moramo nekako ugotoviti, ne. Vse ostalo, ne, ki nas toliko zaposluje, pride samo po sebi potem takem, ne, kadar gremo tukaj v pravi smeri, ne. Tako da po njih sadovih jih boste spoznali, tudi pravi naš Gospod, tako da to. Ja, to je zelo jasno. In seveda najbolj pomembno je, da najprej to voljo iščemo predvsem v tistih pomembnih življenjskih odločitvah, recimo, katera je naša pot služenja Bogu, redovništvu, duhovništvu, samskosti ali v zakonskem stanu. Kaj pa pravi sveti Tomaž glede človeške avtoritete? Ja, seveda, da najprej pokorščina človeškim nadrejenim ni absolutna, to smo že rekli, ne, tako da
so dolžni podrejeni pokorščino samo v tistih zadevah, ki sodijo v zakonito pristojnost nadrejenega, pa da niso v nasprotju z Božjo zapovedjo. Če je nadrejeni recimo zapoved nekaj grešnega ali da to presega meje njegove oblasti, potem nismo obvezni, ne? To še enkrat poudarjamo, njemu pokorščine, mu je nismo dolžni. Ne? Tako da to bi bilo seveda boljš, da nismo pokorni tistemu. Ne? Tako da to velja tisto temeljno načelo apostolsko, Boga je treba bolj ubogati kot ljudi. Tako da to. In kako potem svetne oblasti? Ne? Kristjani so seveda dolžni tudi svetnim oblastem neko pokorščino, ne? Svetnim vladarjem, oblastem. Vera v Kristusa ne razveljavlja pravičnega reda. Ne? Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, Bogu, kar je Božjega. Ne? Saj vemo te stvari. Oni so mislili, da bo on zdaj to razveljavil, ne? Pa ono ne več velja, ne? Ampak ne. Zato, ker smo rekli, Bog je to dal v naravo, ne? Tako da je treba tudi tisto spoštovati. Ne? To je treba storiti in onega ne opustiti, tudi drugot pravi, ne? Spravi tako, ne? Eno in drugo, ne? To je to katoliško načelo, ki ni izbira ali, ampak in, ne? Tako da to. To in ono, ne? Tako da eno in drugo mora biti, ne? Tako. Vera v Kristusa torej ne razveljavlja tega reda, ampak ga utrjuje, če je dober, seveda. Ne? Tako da to. Če ne, seveda normalno, da krha, ne, ta red. In potem so vsi jezni, zato ker ampak grejo proti Bogu, ne? Zakaj bi bili jezni? So jezni že prej. Na Boga pa sami nas, ampak dobro, pustimo zdaj tiste stvari. Ne? Spravi, svoboda, ki jo kristjan prejme po veri, je predvsem duhovna svoboda. Ne? To ne pomeni, da bo zdaj nujno tudi svoboden v sami družbi ali politično svoboden in tako dalje. Ne? Eni mislijo, da se bomo pa zbudili, en dan Bog bo tle posredoval in bomo popolnoma svobodni kot ptičica na veji. Ne? Spravi, nobena stvar ne bo več me zatirala, nobena taka zadeva. Ne? Bom popolnoma svoboden, lahek in tako dalje. Ne? Ampak seveda to, poleg tega, da ni resnično, gre pravzaprav proti temu, kar je krščansko življenje v skladu s Kristusom. Ne? Spravi, Kristusov križ je tukaj, ne? In mi smo svobodni, se osvobajamo preko križu in težav, ne? Spravi, preko tega moramo iti. Ne? Nekaj mora biti, ker če ne, mi se duhovno ulenimo in tako, ne? Tako da tisto ni v redu. Tako da pokorščina seveda preneha, kadar oblast zapoveduje nekaj krivičnega ali kadar njena oblast ni pravična. V takih primerah seveda kristjan ni dolžan pokorščine oblasti. Ne? Razen, seveda, če bi taka nepokorščina potem povzročila še večje zlo. Ne? Kristjan seveda ni revolucionar, ne? Je protirevolucionar, ne? Če razumemo malo te stvari. Ne? Ja, upam, da se razume. In seveda protirevolucija ni revolucija v nasprotni smeri, ampak je nasprotje od revolucije. Ne? Upam, da tudi to razumemo. Ne? Mnogi so se borili in bili protirevolucionarji, ampak niso seveda sprevrgli nekega reda in tako dalje. Ne? Ampak znotraj določenih okvirov so se borili, pa nekje po svetu je še zmeraj tako. Tudi mi lahko rečemo, da se kot taki borimo znotraj nekih okvirov. Ne? Tako da to. Tukaj ne more biti vsak vernik po protestantsko sam, ne more vse stvari sam obravnavati. Ne? Se ravna po navodilih svojih pastirjev, nazadnje pa seveda napravi on tudi neko konkretno odločitev, ne? Ki bi bila v pravi smeri. Vse bolj vidimo, da po tradicionalnem nauku in redu
imamo verniki v dolžnih okvirih seveda precej večjo avtonomijo in vlogo, kot ne bi jo sicer imeli. Ja, lahko tako rečemo. Ne? Zdaj, verniki ljudje nasploh potrebujemo pastirje, ne moramo brez. Ne? Pravi, hierarhija je nujna zadeva, dana v naravo, ampak potrebujemo dobre pastirje, ne? Ker vemo tam, ko je Jezus prišel do ljudi, so se mu zasmilili, ker so bili kakor ovce brez pastirja. Ne? So bili prepuščeni samim sebi, ne? Spravi, niso imeli dobrega pastirja. Ne? Vemo, kako recimo sveti Gregor Veliki te stvari komentira in tako naprej. Ne? Zdaj ne bomo tukaj se spuščali v podrobnosti, ampak seveda vemo, kdo je pravi dobri pastir. Ne? Ostali se moramo po njem upodabljati. Rekl bi pa tudi tisto, kar večkrat rad rečem, da določeno inteligenco, pamet vernikom je pač treba priznati. Ne jih obravnavati kot nekih šolarčkov, kako bi rekli. Ne? Niste, tudi sami niste naumni ali pa ne tako naumni, ne? Pa nismo mi tako pametni, ne? Ali v tem smislu. Ne? Vsi v nekih rečeh smo tudi naumni, pa se še učimo, pa tako naprej. Ne? Ampak v drugi strani ne, pač ta hierarhični red, ta sveti red. Ne? Tako da te stvari. Da so katoliški verni ali pa da ste katoliški verniki vendarle sposobni prepoznati, kdaj oblast deluje proti vašemu dobremu, pa proti skupnemu dobremu cerkve, pa tako naprej. Ne? Pač v dolžnih, kako bi rekli, morda tudi večina niso, več ljudi sposobni tega, ampak vsaj nekateri vidimo, da so ali pa da ste sposobni to prepoznati. Ne? Ker brez te sposobnosti razreševanja bi bila popolnoma nerazumljiva zgodovina cerkve. Ne? Kako so nekateri so bili nepokorni v nekih zadevah, neki svetniki ali pa tako naprej, ne? Pa so naredili prav v tistih primerih. Ne? Lahko navedemo primer angleških katoličanov v 16. stoletju. So zavrnili udeležbo pri protestantiziranem bogoslužju. To recimo Michael Davis lepo razlaga, ne, te stvari, kako je bilo. Še preden je torej Rim uradno razglasil nedopustnost tega bogoslužja novega, ne, so oni že zavrnili, da bi se udeleževali tistega bogoslužja. Ne. V sodobnem kontekstu torej smo jim mi marsičem podobni. Ne. Cerkvena oblast deluje proti bistvenim elementom vere, liturgije, sakramentalnega življenja in takrat je nepokorščina ne samo dovoljena, ampak je moralno obvezna, smo jo dolžni. Ne? Tako da katoličan je moralno dolžan v takih primerih biti nepokoren. Žal, bomo rekli. Ne? Tako da. Žal, seveda, ja. Mi bi si želeli razmer, kjer bi lahko brez težav bili pokorni dušnopastirskim oblastem. Slednje seveda priznamo in jim gre dolžna čast, več od tega pa žal ne moremo. Ja, to je pozicija tudi naše bratovščine, ne, seveda z nekim dolžnim spoštovanjem, z neko dolžno častjo in tako, ampak seveda tudi potem poudarjamo zmeraj te stalne stvari, ta stalna načela. Ne. Mi slonimo na načelih, ne na nekih preferencah, ne na neki zunanjosti, ne na neki, ker nam je neki bolj všeč ali neke take stvari, ali kako se že reče temu, ne, sem malo pozabil že. V glavnem smo dolžni torej varovati, živeti pravi nauk cerkve, ne, to. Pravo bogoslužje, predvsem mašo, pravo duhovništvo in podobne stvari. Je to zdaj sliši kot neke vrste ugovor vesti, pa se zdi, da se tu ne lomijo pregovorna kopja, ampak prav vesti ljudi.
Tako je, ja. Mislim, tukaj vidimo te poskuse, kako bi razlomili ali uničili voljo ljudi, kako bi zlomili vest in tako dalje, ne, spravi tukaj, ne, to je zelo huda stvar, ne, lahko rečemo. Tako da tukaj se dela silo ljudem, duhovnikom in tako naprej, ne. Spravi, zlorabe so lahko zelo hude tudi v tem smislu, ne, tako da to. Torej se jim ne da tistega, do česar so bili ali pa bi bili upravičeni, se jim to jemlje, se jim prepoveduje in če gre kdorkoli proti temu, se igra prav na te karte, ne, se reče, vi ne spoštujete, ne priznavate avtoritete, niste pokorni in tako dalje, ne. Spomnim se, ko je naš nekdanji urednik pri Novem glasu pravil, kadar so bili v semenišču v Vipavi, v srednji šoli torej, tam so preživljali mnogi ta svoja srednješolska leta in da so jim skozi govorili, niso vsi seveda postali duhovniki, ampak skozi so jim govorili, mi smo škarje, vi ste platno, ne, tako da te stvari. Ok, to je jasno, ampak potem mnogi pravijo, da je papeže in škofe pač treba ubogati. Ja, zdaj sva šla s patrom Markom tisti faroš tam, v tisto župnišče, ne, te župnije, na katere ozemlju je pač nova hiša, kapela in tako, ne. Je tudi on tako nekako rekel, ja, da je pač nekaj rekla na škofija in da to tako je, da oni so pač naši pastirji, je rekel, ne, in moramo njih poslušati, ne, pol pa jaz sem rekel, poleg dejstva, da je treba Boga ubogati bolj kot ljudi in da prvi zakon je zveličanje duš, ne, da je to najpomembnejši zakon, da glede določenih zadev pač tudi je treba višjo oblast upoštevati, ne, in da če ne ve, da sam sveti sedež ali pa papež je neke stvari pač rekel, določil in da potem škofje in župniki, duhovniki in tako, da pa ne delajo po tistem, ne, kar nas zadeva in tako naprej, ne, tako da v tistih primerih bi bilo treba prvi stol, ne, upoštevati, tako rečemo, ne, spravi sveti sedež, ne, ampak, ali pa papeža, ne, ampak vidimo, tukaj se to ni delalo, ne. Kaj je rekel on? Je rekel ne. Ne. Zakaj? Zato, ker tako je lažje, ne. Njemu ni treba pol skrbeti za karkoli, ne. Njemu ni treba nekih stvari razmisliti, premišljevati, gledati, ali bi mogoče bila pa kaka zadeva vprašljiva in tako dalje, ne. Oni rečejo, jaz naredim, ne. Tako da to. To je živeti na nekem svojem udobnem območju, coni udobja, ali kako rečemo, ne, in seveda ubogamo navodila, ne. Samo vemo, da potem duhovniki, župniki in tako pa v določenih drugih primerih pa ne ubogajo navodil, ne, ki jih dobijo svoje škofije in tako. Zakaj potem se dela razlika, ne, tukaj? Ja, ali se uboga vse ali nič, ne. No, tudi kot vsak osnovnošolec sliši pri urah zgodovine, tudi nekateri poveljniki so rekli, da so samo izvrševali ukaze svojih predstojnikov, ko so dali pobiti ljudi. Ja, če rečemo brutalno, potem je to mogoče primerjati, ne. Vemo, da recimo je bil primer, ne, spravi v Italiji, duhovniki pač našega okrožja v Italiji so izvrševalca ukazov skesanega, seveda, kakršen je bil Erich Pripke, pokopali, ne, ker cerkvene oblasti ga niso hotele cerkveno pokopati, ne. Tu so bile te znane fosse ardeatine, ne, se pravi, tam so bili pobiti neki ljudje, ne. On je rekel takrat, da je seveda upošteval ukaze, ne, kasneje se je skesal, ne, tako da to. In tedajni prior v Albanu ga je seveda potem
pokopov, ne, seveda v ožjem krogu in te stvari, ni noben delal neke reklame, ampak seveda stvar se je razvedela, ne, resnično stvar se je razvedela, bi rekel Mojzes, ne, in potem je bila cela reč, ne, tam v Italiji. Spravi, vse mogoče ljudi, ki bi jim bilo treba odreči, cerkveni pogreb se pokoplje, ne, se jim celo neke slavospeve poje in tako na pogrebih in tako dalje, ne. Ampak nekega katoličana, mislim, da celo prej ni bil, da se je potem spreobrnil, ni bil niti, ni hodil k bratovščini, ne, pač prejel je neke posledne zakramente in te stvari je prejemal zakramente in tako dalje, ampak ne, to nima veze, ne. Njemu se odreče, zato ker je naredil neko stvar pred tolikimi desetletji, ne, za katero se je pokesal in tako dalje, ne. Njemu se odreče, se ga ne pokoplje, se mu odreče dolžno telesno delo usmiljenja, ne, tako da to, ne. Ne vem, kaj bi bilo treba tukaj narediti. Seveda, Boga je treba bolj poslušati kot ljudi, ne. To mal vleče na Antigono, ne, saj vemo, ne, kako je pokopala tam, ne, čeprav bi ne smela, ne, v tistem človeškem okviru, ampak seveda je bilo lih tako to uporabljeno, ne, tam so rekli, bogove je treba poslušati, ampak je isto načelo, ne, tako da smo tam, ne. To so ta semena resnice, ne, ki so se vzele iz antike, ne kakve druge stvari, ne, tako da te stvari. Določene stvari je pač treba vedno zagovarjati in slediti usque ad martirium, bi rekli, ne, tako da to. To mučeništvo je pa lahko, kot vemo, seveda tudi v določenih ukrepih in kaznih. Ja, seveda. Zdaj, eni se zelo ravnajo potem, ne, da bi uradno zadostili zakonom pokorščini cerkvenih oblasti, ampak tukaj govorimo o samem duhu nekih predpisov in zakonov, ne, ki varujejo neko legalnost, dopustnost, nek red, neke stvari, ne, spravi to. Če so zakoni tam samo neka nominalistična zadeva, ne, da samo pišejo, ampak potem nimajo neke prave vsebine, potem zakaj potem sploh so tam zakoni? Zakaj imamo sploh kodeks, zakaj imamo te zadeve, če pa niso to te prave zadeve, ne? Tako da morebitne kazni, ki so izrečene na podlagi zmotnih teoloških ali kanoničnih predpostavk, seveda so na koncu nične, neveljavne, ne, tako velja v pravu, ne, nimamo kaj tukaj. Mi kot duhovniki smo bili kaznovani, zakaj? Zaradi zvestobe cerkvenemu izročilu, ne, liturgičnemu izročilu, izročilu nauka in vere in take stvari, ne, spravi to. Zdaj, taka oblast samo sebe razveljavlja, ne. A lahko jaz nekaj takega, kar je narobe, rečem, ukažem, ne? Ne morem, ne? Kakšna oblast sem potem takem, ne? Se pravi, jaz pridem kot recimo policaj, pa bom tebi rekel, sicer res vsi drugi vozijo po desni, ne? Ampak jaz ti pa zdaj tebi osebno dovolim, da lahko po levi voziš, ne? Vemo, kaj bi se zgodilo, ne? Zelo malo, tako da te stvari, ne? Torej, tukaj je očitna zloraba in osrednje merilo, torej za nas ostaja temeljno načelo cerkvenega prava salus animarum suprema lex, ne? Se pravi, zveličanje duš je najvišji zakon. Tukaj se moramo ravnati potem, v izrednih razmerah smo, običajne cerkvene strukture ne služijo več svojemu namenu, svojemu cilju
In kristjan se mora pač ravnati po vesti, razumnosti, ljubezni tudi do Boga, do bližnjega, do skupnega dobrega in tako. Tudi če bi to bilo zunaj nekih običajnih kanonskih okvirov in tako dalje, ne, spravi zunaj nekih rednih okvirov cerkvene strukture, oblasti, hierarhije in tako, ne. To seveda pomeni, da se za mašo in zakramente, za pravi nauk in ostalo, kar je s tem povezano, obračamo seveda na duhovniško bratovščino svetega Pija X. Kot smo zadnjič dejali, sam sveti sedež to dopušča in dovoljuje. Ja, zadnjič smo že povedali te stvari, ne, spravi, da zadostimo tem zadevam, ne, kar se tiče nedeljske maše, kar zadeva krščevanje, birmanje, obhajilo, nedeljsko dolžnost smo rekli, ja, spoved, seveda spovedna sodnost, ki jo je za nedoločen čas dal sam papež, tako naprej. In tudi glede svetega zakona je lepo rekel, da naj bojo zelo širokih rok, ali kako bomo rekli, ne, da naj zelo dovolijo, ne, te stvari, no, tako da bi se lepo sklepali ti zakoni, ne, da bi se, če je le možno, sklepalo po teh cerkvah, ne, tudi po škofiji, no, župnijskih cerkvah in tako dalje, ne, da pač duhovniki bratovščine lahko bi temu prisostvovali, ne, tako da te zadeva, ampak dobro. Med drugim mi seveda pravimo, neko avtoriteto treba imeti, ne, in je treba imeti nek duhovni dom, neko duhovno očetovstvo, ne da vsakdo sam po protestantsko svoj papež, škof, župnik, ne. In če ne, pa gre v nek katoliški, bomo rekli, duhovni supermarket, pa vzame malo tega, pa malo unga, ne, pa grem malo sem, pa grem malo tja, ne. Uni mi je všeč, uni mi ni všeč in tako dalje, ne. Pač, okej, v neki meri že, ampak potem v končni fazi ne gre sploh za to, ne, ampak gre za načela, ne, gre za načelno raven in gre za samo vsebino, za samo, ko bi rekli, samo bistvo stvari, ne, tako da tam potem tiste obrobne stvari niso tako važne, ne, tako da to. Pri nas je pač cel paket, tako bomo rekli, in temeljimo na načelih, ne na neki estetiki, čustvih. Živimo ali ne v krizi, živimo ali ne v nekih izrednih razmerah, ali ni neko stanje nujnosti. In doslej še ni bilo takih razmer, takega stanja in tako naprej. Ne vem, ne, postavimo kot eno, bomo rekli, retorično vprašanje pravzaprav, ne, ampak vendarle, ne, nekdo si mora odgovoriti na te zadeve. V tem primeru absolutno, seveda. In čeprav se ne moramo vedno strinjati z dr. Petrom Kvažnjevskim, pa bi vseeno rad na koncu navedel njegovo metaforo iz knjižice, ki obravnava ravno to našo današnjo temo, in sicer z metaforo goreče stavbe. V krizi je treba reševati ljudi in gasiti požar z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ne pa čakati na oblast, ki je odsotna, nesposobna ali celo sovražna do samega cilja reševanja. Prava pokorščina je v takih razmerah pokorščina najvišjemu zakonu, ki je nad vsemi človeškimi zapovedmi ali prepričanji. Ja, on pravi, ne, tukaj, da je to kot da bi čakali, da se požar sam sebe pogasi, ne. Vemo, da dobro, na koncu se pogasi samo od sebe, ampak tudi vse uniči, ne, pod sabo, tako da če neka hiša gori, jo tudi uniči požar, ne, potem se šele pogasi. Tako da bi bilo pa treba, če ni možno preprečiti že požara, ne, je treba pa, da je čim manjša škoda, ne, pa da se potem lahko zadeve popravi, ne pa, da vse pogori
in da ni ničesar več, kot se zdi danes, da bi želele celo cerkvene oblasti. Ne. Ja, pač, ne, kot smo rekli v začetku, žal, ne, pač je obsojeno na propad, v redu, ne, to je nekaj dobrega, ne, skorda. Tako da jaz rad uporabim Goreskijevo podobo pri Don Camilu, kadar so bile poplave, reke pad. Tam v filmu vemo, kako je do svoje zadnje plati v tisti vodi, tam on lepo mašuje in tisto, kar dela svojo dolžnost in tako. Za žive in mrtve Boga prositi, se vemo tisto duhovno delo usmiljenja. In mu potem Križani reče, da ko je poplava, je treba rešiti seme. Ne. Ker vode se bodo nekoč umaknile in bo spet mogoče posejati seme, morda zaradi tega blata, ki ga je nanesla voda, bo še boljše, bodo še boljše razmere, da usklije in da zraste v žito. Ne, tako da to. Torej gre za reševanje katoliške vere, katoliške maše, katoliškega duhovništva, za reševanje katoliške duhovnosti nasploh, bomo rekli, ne, ker itak ni druge kot katoliška duhovnost, drugo niso ravno duhovnosti, ne, prej nasprotno. Gre za, ali pa niso popolne, ne, spravi to. Sedaj gre za reševanje tudi katoliške morale, edina prava morala je to, gre za reševanje civilizacije. Pater Rožer Toma Kalmel je lepo rekel, to je bil en dominikanec, ki tudi se je boril za sveto mašo vseh časov, ne. Je pravilno dejal, ni druga civilizacija kot katoliška civilizacija. Ne. Če se jo uniči, ni nobene civilizacije več, ne. Tako da to. Svojem malem tako delamo zato, da bi nekoč spet lahko bilo kaj to vzpostavljeno v Kristusu, ne, da bi vse bilo seveda vzpostavljeno, kot je lepo dejal naš zavetnik Sveti Pij X. In s tem je potrdil seveda tudi nauk o dveh praporih, svetega Ignacija Lojolskega in nauk o dveh mestih svetega Avguština, tako če rečemo malo. Pater Vončina, hvala za še eno poučno in koristno epizodo podcasta. Hvala, dragi poslušalci. Samo še spomnim vas, da se naročite na kanal, všečkate, delite in tako dalje. Ne pozabite tudi na glasilo Christus Rex, ne pozabite se pridružiti kakšni sveti maši, kapeli svete družine ali svete Ane oziroma tudi v tujini. Torej še enkrat hvala za pozornost in z Bogom. Z Bogom.